Projekt obsega 2400 metrov izgradnje novega vodovoda, s katerim se bodo izboljšale hidravlične zmogljivosti vodovoda. Projekt pa obsega tudi obnovo vodohrana Ledevnica, ki je velik 800 kubičnih metrov. Poleg tega se je v vodohran tudi vgradila nova UV dezinfekcijska naprava, ki bo omogočala še večjo kvaliteto pitne vode. S to povezavo smo pa dobili predvsem nemoten dotok večjih količin vode in tudi v tem hidravličnem smislu bo nekako pomagalo, da ne bo več nihanja teh pritiskov v cevovodih. Seveda je pa pomemben, da nekako preko 15 000 ljudi v naši občini bo to vodo imelo na razpolago. To je preko 80% prebivalstva naše občine. Strateško gledano je pa tako, da bomo mi s projekti nadaljevali in to vodo spravili tudi na desni breg, torej na Lipniško dolino, in se že pripravljajo projekti, kako povezati, ta celovit vodni sistem. Ali občani in občanke občine Radovljica že pijejo to kvalitetno vodo iz Radovne? Poglejte, ta pitna voda je že v uporabi. Seveda manjka še nekaj malenkosti, ki se morajo urediti na objektu, ampak lahko zagotovim, da je voda na izjemno visokem nivoju pripravljena in seveda kakovost vode je v skladu z predpisi in zakonodajo slovensko. Koliko je bilo pridobljenih sredstev iz kohezije in koliko je bilo iz proračuna namenjeno? Mi smo pridobili 660 000 nepovratnih sredstev. Cel projekt bo ob koncu približno 1 100 000 in še nekaj tisoč evrov, tako da preostanek je normalno zagotovila občina skozi proračun. No in to se mi zdi, da so še projekti taki, ki jih potem lažje pripeljemo do konca. In jaz samo upam, zato ker imamo še v nadaljevanju kar veliko za postoriti, če samo omenim, da bomo nadaljevali zdaj s to komunalno infrastrukturo in pa vodovodnim omrežjem v Kamni Gorici, zdaj ko zaključujemo v letošnjem letu v Kropi, da bo še kaj razpisov, da bomo lažje in pa hitreje prišli do teh zaključenih projektov.